Lepo pozdravljeni, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci oddaje Bonbon za bonton na vašem kanalu. Glede na čas, v katerem se nahajamo, je tokrat osrednja beseda v oddaji zastava. Seveda slovenska zastava. Kolikokrat jih opazujete, ko hodite recimo mimo stavb po ulici, pločniku, kolikokrat razmišljate, ali so prav zastave razobešene, ali so v pravem zaporedju. No, tokrat nekaj res tistih osnovnih splošnih zadev, pravil povezanih z zastavo, ki jih moramo poznati tako v poslovnem okolju, kot prav bi bilo, da tudi v zasebnem. Zastava je sestavni del državotvornosti in z njo izražamo na nek način seveda tudi pripadnost svojemu narodu, svoji državi. Kdaj smo Slovenci dobili svojo zastavo, kakšna bo, so določili 24. junija leta 1994 na takratni skupščini, torej lahko rečemo predhodnici današnjega državnega zbora. Vemo, kakšne so barve, kje mora biti grb, kakšno je razmerje med širino in dolžino in tudi v kakšnem zaporedju, kadar je več zastav, morajo biti razstavljene. No, zdaj o tem vrstnem redu pravzaprav ne bom govorila, ker je to ogromno kombinacij. Vrstni red, zaporedje pa je odvisno od tega, koliko zastav je in tudi hierarhija, bom rekla, organov ali držav, institucij, ki jih zastave predstavljajo. To si lahko pogledate tudi na državni spletni strani, pa tudi seveda zelo natančno o zastavi govori Zakon o zastavi, grbu in himni. Ampak kdaj pa bi jo res morali izobesiti vsi, oziroma bi bilo prav, da bi jo? To so tisti ključni datumi v koledarju. Prvi je že tukaj seveda, to je prvi državni praznik na koledarju, torej v koledarskem letu, 8. februar, kulturni dan oziroma Prešernov dan. Takrat je res prav, da zastave, slovenske zastave visijo. No, potem je naslednji tak mejnik oziroma državni praznik, 27. april, se pravi dan upora proti okupatorju, in pa potem 1. in 2. maj, se pravi praznik dela, nato pa 25. junij, torej dan državnosti, in še 26. december, dan samostojnosti in enotnosti. To so res tisti najpomembnejši datumi, torej državni prazniki, ko je prav, da ponosno plapolajo na slovenskem ozemlju slovenske zastave. Sicer pa zastave skozi celo leto visijo tudi na protokolarnih stavbah, pa tudi na državnih organih oziroma ustanovah, pa tudi ustanovah, organizacijah lokalnega pomena. V mislih imam torej tako državni zbor, kot tudi ministrstva, pa potem različni sekretariati, potem upravne enote, občine, vrtci, šole tudi. Skratka, na vseh teh ustanovah je prav, da skozi celo leto visi slovenska zastava. Zdaj, pomembno je, kadar je tudi tukaj seveda, kadar je zastav več, tako kot sem že rekla, poznamo to zaporedje. Potem je seveda tudi pomembno, kako to zastavo izobesimo. To je odvisno od tega, ali je na stoječem drogu, ali je na palici, ki je v tem ravnem, ali je to na mizici in je več teh namiznih zastav. Skratka, vse to je pomembno pri tem, ko se odločamo, kakšno zastavo bomo postavili oziroma izobesili in tudi v kakšnem zaporedju. Seveda je izjemno pomembno tudi, da smo, ko zastava že visi na naši ustanovi, recimo na ministrstvu, v katerem delamo, ali občini, upravni enoti, da je nekdo zadolžen za to, da je pozoren, ko ta
zastava ni več primerna, kajti za zastavo je zelo pomembno, da je čista, da je cela, torej da ni strgana, da ni zmečkana. Skratka, tudi s tem, da je zastava takšna, kot se spodobi, izražamo odnos do države in nenazadnje tudi do sodržavljanov. Tako da je prav, da je v podjetju oziroma organizaciji nekdo zadolžen za to, da skrbi za pravočasno zamenjavo zastave, ki ni več primerna za to, da je obešena v javnosti, kajti seveda različne vremenske razmere naredijo svoje. To je veter, sneg, dež, zato zastava se nacufa, potem lahko tudi strga, potem je tu sonce, zaradi katerega barve na zastavi zbledijo in tudi to seveda ni primerno, ni v redu. Pri tem pa je pomembno še nekaj, ne samo, da nekdo to opazi, da je na to pozoren, ampak da imamo tudi vedno na zalogi določeno število novih zastav, torej da jih pravočasno kupimo oziroma damo narediti, zato da ni, ko smo opazili, šele začne teči čas, ko iščemo morebiti ponudnika, od katerega bomo zastavo kupili, ampak jih že imamo nekaj na voljo pri sebi. Če je zastav več, kar je velikokrat, da visi kombinacija več zastav, se pravi recimo državna, torej slovenska, pa potem še zastava Evropske unije, morda tudi zastava z logotipom organizacije, v kateri delamo. Kot sem rekla, pomemben je vrstni red, pa še nekaj, da so vse enake velikosti. Torej, da ni ena manjša in ena večja, ampak so res vse enake. Tudi to je namreč del splošne celostne podobe organizacije in tudi prvega vtisa, ki si tako naključni, mimoidoči, kot tudi obiskovalci, prišleki, tisti, ki poslovno prihajajo v naše okolje, ustvarjajo mnenje o nas, torej o naši organizaciji, v kateri delamo. Seveda, kadar gre za posebne priložnosti, kot je recimo v mislih imam smrt nekoga, recimo med zaposlenimi v neki organizaciji, takrat se zastavo obesi na pol droga. Tako da, ja, zastava ni kar sama sebi namenjena, ampak izražajmo pravi odnos do države in sodržavljanov, tudi s tem, da imamo odnos do zastave, slovenske zastave seveda. Lep praznik vam želim.